Sveto mašo darujemo po dveh namenih, in sicer prvi po namenu darovalca in drugi za pokojnega Adolfa Krašovca ob 30. dnevu njegovega odhoda. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Drage sestre, dragi bratje, lepo pozdravljeni, tudi v imenu vseh sobratov v samostanu, v imenu vse cerkve pozdravljam vas, nažalost, na zadnjo javno mašo, do nadaljnega, od jutri naprej, ne bo več javnih maš, samo mi jih bomo še opravljali po teh namenih, kakor je bilo objavljeno oziroma sprejeto. Zbrali smo se torej v dramatičnih trenutkih, ko bomo prosili za zdravje, ko se bomo tudi odpovedovali, duhovno odpovedovali bolezni, tisti bolezni, ki zdaj grozi, da bi pohabila našo družbo, pa tudi cerkev. Zato bomo vključili molitve škofovske konference in pa tudi posebne eksorcistične molitve po maši, ko bomo imeli molitve za osvobajanje. Namreč govoril sem z mnogimi zdravniki in drugimi strokovnjaki, prebral, tako kot verjetno tudi vi, te stvari. In vsi pravijo, da je možno, da je, ali celo verjetno, da je virus sintetičen. Se pravi, proizvod zla, namerno proizveden, se pravi, za stvarjo stojijo temne sile, zato bomo napravili eksorcizem za vse v cerkvi, za vso župnijo, škofijo na prvem mestu, pa tudi za druge škofije Slovenije, za Hrvaško. Kateri Hrvat tu? Dvignite roke. Ni nobenega. A ja, no, nada je, ja. No, tudi za Hrvaško in vso Evropo. Ampak predvsem seveda za tiste, nad katerimi imamo pristojnost. Na začetku te svete daritve vas vabim, da se obrnemo k Bogu z besedami psalmista, ki pravi: usmili se me, o Bog, ker sem onemogel, ozdravi me, ne morem več vzdržati. Prosimo ga torej za odpuščanje grehov, pa ne le to, veste, kot dobro iz Evangelija, Bog hoče, da tudi mi odpustimo svojim dolžnikom,
kakor molimo tudi v molitvi Oče naša. Zato smo vabljeni, da v teh trenutkih malo pomislimo, do koga imamo morda zamero, nerešene odnose. Odpustimo vsem, ki so nas žalili, ki so nas kakorkoli prizadeli. Odpustimo brezpogojno, brez računice. Tako Bog želi. Kakor Jezus na križu, Oče odpustil, saj ne vedo, kaj delajo. Privoščimo vsem, da bi prišli do spoznanja resnice o sebi in svojih dejanjih, da bi se tako rešili. Prosimo tudi odpuščanja za vse člane naših družin. Gospod Bog, mi in naši predniki smo grešili, ker si med seboj nismo odpustili in ker te nismo prosili odpuščanja za naše grihe. Gospod, usmili se. Gospod, mi in naši predniki smo grešili, ker nismo verovali, da nas svojimi ranami lahko ozdraviš in ker nismo molili zaupno vero. Kristus, usmili se. Gospod, mi in naši predniki smo grešili, ker nismo odpustili svojim sorodnikom, prednikom, živim in mrtvim potomcem. Nismo si dovolj prizadevali, da bi v naših družinah vladali sloga, mir in odpuščanje. Gospod, usmili se. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grihe in nas privedi v večno življenje. Amen. Molimo. Bog usmiljenja in vse tolažbe, hotel si, da je tvoj sin vzel naše bolečine in nam pokazal vrednost trpljenja. Usliši naše prošnje za vse bolnike, ki jih težijo žalost, nadloge in bolečine, s trpljenjem sodelujejo pri odreševanju sveta, naj bodo vedno bolj združeni s Kristusom, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz knjige preroka Jeremija. Tako govori Gospod: preklet, kdor zaupa v človeka, se opira na bitje iz mesa, njegovo srce pa se odmika od Gospoda. On je kakor grm v pustini, ne doživi, da pride sreča, prebiva v izsušeni puščavi, v solnati, neobljudeni deželi. Blagoslovljen pa človek, ki zaupa v Gospoda in je Gospod njegovo upanje. Je kakor drevo, vsajeno ob vodi, ki k potoku stega svoje korenine, ne boji se, ko pride vročina, njegovo listje ostane zeleno, v letu suše ne trpi pomanjkanja in vedno rodi svoj sad. Neprodirno je srce, bolj ko vse, kdo ga more doumeti. Jaz, Gospod, preiskujem srce, preskušam obisti, da poplačam vsakemu po njegovem vedenju, kakor zaslužijo njegova dela. Božja beseda. Blagor človeku, ki zaupa v Gospoda. Blagor človeku, ki se ne ravna po brezbožnih, ne stopa na pot grešnikov in ne poseda v družbi porogljivcev, marveč se veseli Gospodove postave.
Je kot drevo zasajeno v potokih voda, ki daje ob svojem času svoj sad in njegovo listje ne ovene, karkoli dela, vsemu uspeva. Ne tako brezbožni, ne tako. Ti so kakor pleve, ki jih veter raznaša. Gospod pozna pot pravičnih, pot brezbožnih pa vodi v pogubo. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Luku. Tisti čas je rekel Jezus farizejem: Bil je bogatin, ki se oblači v škrlat in tančico, ter se dan na dan sijajno gostil. In bil je neki revež po imenu Lazar, ki je ležal pri njegovih vratih, poln čirov, in se je želel nasititi s tem, kar je padalo z bogatinove mize. Pa tudi psi so prihajali in mu lizali čire. Umrl pa je revež in angeli so ga nesli v Abrahamovo naročje. Umrl je tudi bogatin in je bil pokopan. Ko je v podzemlju trpel muke, je povzdignil svoje oči in zagledal oddaleč Abrahama in Lazarja v njegovem naročju. Zaklical je: Oče Abraham, usmili se me in pošlji Lazarja, da pomoči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, zakaj silno trpim v tem plamenu. Abraham pa je rekel: Sin, spomni se, da si prejel dobro v svojem življenju in prav tako Lazar hudo. Zdaj se tukaj veseli, ti pa trpiš. Vrh tega je med nami in vami narejen velik prepad, da tisti, ki bi hoteli od priti k vam, ne morejo, pa tudi od ne morejo sem. In rekel je: Prosim te torej, oče, da ga pošlješ v hišo mojega očeta. Imam namreč 5 bratov in ti naj posvari, da tudi oni ne pridejo v ta kraj trpljenja. Abraham pa reče: Imajo Mojzesa in preroke, ti naj poslušajo. Le-ta je odgovoril: Ne, oče Abraham, temveč ako pojde do njih kdo izmed mrtvih, se bodo spokorili. Rekel mu je: Ako ne poslušajo Mojzesa in prerokov, ne bodo verjeli, tudi če kdo od mrtvih vstane. Poslušali smo Kristusov evangelij. Čisto na kratko, ker je potem še precej molitev, čisto na kratko se ozrimo na Božjo besedo. Slikovita Jezusova prilika oziroma prispodoba o bogatinu in ubogem Lazarju
Kaj nam hoče povedati ta prispodoba? Ja, predvsem to, ne računajmo na užitke tega sveta, ker so začasni, minejo. Ne navezujmo se na ta svet. Spet enkrat, saj to je ena od stalnih misli Svetega pisma in Evangelija. Kajti človek, ki se zanaša na ta svet, na tisto, kar je minljivo, dela nespametno, dela nemodro. To nam hoče povedati Jezus in vse Sveto pismo. In ta slikovita prispodoba o tem ubogem Lazarju, ki pride v Abrahamovo naročje, pravi, da so ga angeli odnesli v nebo, bogatin pa, da je bil pokopan. In je prišel v podzemlje, stara prispodoba za pogubljenje, podzemlje, pogubljenje. In ko hoče Abraham pomagati svojim potomcem, ne Abraham, ta bogatin, upa, da bodo mrtvi šele lahko prepričali njegove žive sorodnike. Jezus pa pravi, ne samo, da ne bodo poslušali mrtvih, ampak celo tistega, ki ostane od mrtvih. S tem seveda mislil nase. Tudi Jezusovo vstajenje tistih, ki so bili preveč navezani na ta svet, na svoj greh, ni prepričalo. Nobena stvar jih ne prepriča, nobena molitev, nobena pomoč. S tem, da mi tega ne vemo, zato smo vedno poklicani, da molimo za svoje sobrate in sosestre, kajti v srce mi nimamo pogleda. Vedno molimo za grešnike. To Bog želi. Vsak od nas pa bo na koncu prišel na sodbo pred Boga. Blagoslovljen človek, ki zaupa v Gospoda. Zaupajmo v Gospoda, kar zadeva našo večnostno perspektivo, pa tudi kar zadeva naše tukajšnje življenje. Tudi zaradi tega smo se danes zbrali, da bi prosili za tukajšnje težave, da bi te težave čim manj dramatično ali tragično minile. Bratje in sestre, dobri Bog nam je po Jezusu Kristusu ulil upanja v njegovo neskončno dobroto. Prosimo ga. Cerkev nas uči živeti po tvojih zapovedih, naj sprejemamo njen nauk, ki nam razodeva tvojo voljo. Ljudje se med seboj razlikujemo. Pomagaj nam, da ne bomo presojali drugih po videzu, marveč bomo v vsakem človeku gledali tebe. V tebi je naša moč, naše upanje. Naj s tvojo pomočjo vztrajamo v dobrem in z deli usmiljenja uresničujemo tvojo voljo. Med nami so bolni in trpeči. Daj nam sočutne ljubezni, ki vidi vsakega človeka in z njim deli bremena vsakdanjega življenja. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom, COVID-19 in drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.
naši rajni so prestopili prag smrti. V svojem usmiljenju jim daj, da se bodo veselili v družbi tvojih svetnikov in angelov. Nebeški Oče, ohranjaj v nas zdravo razmerje do stvari, ki nam jih ponuja svet, tako bo naše življenje napredovalo v tebi po Kristusu, našem Gospodu. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Usmiljeni Bog, vsak trenutek smo v tvojih rokah, sprejmi naše darove in molitve, s katerimi te prosimo za naše bolne brate in sestre. Nakloni jim, da se jim bo zdravje izboljšalo in se ne bomo več bali zanje. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. Svojim vernim določaš poseben čas milosti, da bi si znova očistili srca, se osvobodili samoljubja in si sredi skrbi za minljive stvari bolj prizadevali za to, kar je večno. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo: Svet, svet, svet si ti, Gospod Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen ti prihaja v ime Gospodove. Hozana na višavah. Dobri Oče, od vsega začetka delaš, kar je dobro za nas, da bi vsi postali sveti, kakor si ti svet. Bili smo izgubljeni in se ti nismo mogli bližati, ti pa si nas neskončno ljubil. Poglej na svoje ljudstvo, ki je zbrano pred teboj, in pošli moč svojega svetega duha, da postanejo ti darovi za nas, telo in kri tvojega ljubljenega Sina Jezusa, našega odrešenika, v katerem smo tudi mi, tvoji otroci. Tvoj Sin, edini pravični, se je prepustil našim grešnim rokam, ki so ga pribile na križ. Preden so njegove razprostrte roke zarisale med nebom in zemljo,
neizbrisno znamenje tvoje zaveze, je obhajal veliko noč s svojimi učenci. Pri večerji je vzel kruh, te počastil in zahvalil, ga razlomil, dal učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Ker je vedel, da bo svojo krvjo na križu vsem zaslužil spravo, je pri tej zadnji večeri vzel kelih z vinom, se ti spet zahvalil, ga dal svojim prijateljem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Reši nas od rešenih sveta, ki si nas svojim križem in stajenjem Obhajamo spomin Jezusa Kristusa, našega velikonočnega jagnjeta, ki je naš mir in naša sprava. Spominjamo se njegove smrti in vstajenja in pričakujemo veliki dan njegovega prihoda in naše večne sreče. Tebi, vedno zvesti Bog, darujemo sveti dar, ki vrača človeštvu milost sprave. Dobri Oče, ljubeče se ozri na vse, ki nas vabiš k sebi, da se združimo s Kristusovo daritvijo na križu. Tako naj v moči Svetega Duha vsi postanemo telo tvojega ostalega Sina, ki nas vse brez razlike združuje v sebi. Ohranjaj nas v občestvu s papežem Frančiškom in našim škofom Andrejem, da bomo vsi enega duha in enega srca. Pomagaj nam, da si bomo vsi prizadevali za prihod tvojega kraljestva, dokler ne bomo vsi pri tebi, sveti med tvojimi svetimi, skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, z njenim možem svetim Jožefom in apostoli, ter našimi rajnimi brati in sestrami, ki jih priporočamo tvojemu usmiljenju. Tedaj bomo v novem stvarstvu za vselej rešenem razpadljivosti mogli iz srca peti hvalnico odrešeniku, ki živi na veke. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. In zdaj z velikim zaupanjem in skupaj z Jezusom, ki je zdaj tu,
med nami na tem oltarju zmolimo njegovo Jezusovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem rekel, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Oh
kri Kristusova napojene, voda iz strani Kristusove opere, trpljenje Kristusovo obrne, odlomi Jezus utišne, svoje rane sprejme, od tebe se ožine pustime, pred hudi sovražne, obuli moje smrt poklične, in k tebi priti pusti me, da bom s tvojimi svetniki hvalil te, na vekov veke. Amen. Jezus tebi živi, Jezus tebi umrljem, Jezus tvoj zaživi mrtev. Zmolimo še molitev, ki so jo pripravili slovenski škofje za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19. Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, zdravje bolnikov, Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, vsi božji svetniki in svetnice, molimo. Gospod Bog, sveta daritev, ki smo jo opravili, naj v nas trajno deluje, da bomo živeli po tvoji volji, po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Zdaj bodo sledile molitve za osvobajanje in ozdravljanje, pri katerih se bomo tudi odpovedali, kot smo že rekli, vsakemu zlu, ki stoji za to epidemijo. Danes to mašo in te molitve tudi snemajo za Eksodus, tako da se bodo lahko tudi gledalci, ko bodo to gledali, lahko odpovedovali tem stvarem tudi v svojem imenu po vsej Sloveniji. Zdaj pa še blagoslov za tiste, ki greste zdaj po vaši domov. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Slavimo Gospoda. Ja, še to, naslednja takšna maša za ozdravljanje ne bo na drugi četrtek v aprilu, ker je drugi četrtek veliki četrtek, ima svoje obrede, zato bo ta maša na tretji četrtek v aprilu. Oh,
že rečeno, torej sledijo molitve, posebne molitve za ozdravljanje in osvobajanje, z obnovitvijo krstnih zaobljub, še prej pa bom blagoslovil sol, vodo in olje, ki ste jih prinesli s seboj. Naša pomoč je v imenu Gospodovem. Kličem eksorcizem na te stvaritev soli v imenu živega Boga, v imenu resničnega Boga, v imenu svetega Boga, v imenu Boga, ki je zapovedal, da moraš biti v vodi, po priprošnji preroka Elizeja, dokler ne bi bila odpravljena sterilnost vode, zato da ti postaneš eksorcistična sol za rešitev verujočih, zato da postaneš rešitev duše in telesa za vse, ki te prejmejo, in naj bo iz prostora, kjer boš uporabljena, odrinjena in odmaknjena vsaka fantazija, zlobnost in prekanjenost hudičevih prevar in nečistih duhov, izgnanih po Jezusovem posegu, ki bo prišel soditi žive in mrtve ter svet na poslednji dan. Molimo. O vsemogočni in večni Bog, milostno te prosimo za tvoje neizmerno usmiljenje, da blagosloviš in posvetiš svojo ljubeznijo to stvaritev soli, ki si jo podelil na uporabo človeštvu, dokler ne bo za tiste, ki jo uporabljajo, postala rešitev za telo in duha. In vse, kar bo z njo posuto ali pa prišlo z njo v stik, naj postane očiščeno vseh nečistosti in vsakega napada duha nasprotnika, po Kristusu našem Gospodu. Kličem eksorcizem na te stvaritev vode, v imenu Boga Očeta Vsemogočnega, v imenu Jezusa Kristusa, Sina njegovega in Gospoda našega, in z močjo Svetega Duha, da ti postaneš eksorcistična voda, ki boš v moči našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki bo prišel soditi žive in mrtve ter svet z ognjem, izgnala vsako sovražnikovo moč, izkoreninila in uničila sovražnika in njegove uporne angele. Molimo. O Bog, ki si za rešitev človeškega rodu uporabil vodo pri snovanju vseh večjih zakramentov, ozri se dobrotno na naše prošnje in zli moč svojega blagoslova na ta element, pripravljen z različnimi očiščevanji, zato da ta tvoja stvaritev, služeča tvojim skrivnostim, z učinkom božanske milosti, požene v beg demone in oddali bolezni, dokler se tisto, kar bo ta voda poškropila v hišah ali krajih verujočih, ne bo postalo odporno nad vsako nečistostjo in bo osvobojeno vsake škodljive stvari. Naj se prepreči tam duh zla in pokvarljivo ozračje, izženejo naj se vse pasti nasprotnika, ki se skriva, in če se karkoli upre zdravju in miru prebivalcev, naj bo odgnano po škropljenju te vode, naj bo prošnja po zdravju pri klicanju tvojega svetega imena zaščitena pred vsemi napadi. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Naša pomoč je v imenu Gospodovem. Kličem eksorcizem na te stvaritev olja, v imenu Boga Očeta Vsemogočnega, ki je naredil nebo in zemljo in vse, kar v njih prebiva. Izkorenini in poženi v beg, o Bog, od te stvaritve olja vsako sovražnikovo moč, vsako hudičevo vojsko in njen napad, vsakega satanovega duha. Vsakdo, ki bo uporabljal to olje, naj doseže zdravje duha in telesa, v imenu Boga Očeta Vsemogočnega, Jezusa Kristusa, Sina njegovega in Gospoda našega, in Svetega Duha Paraklita,
in ljubezni istega našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki bo prišel soditi žive in mrtve ter svet na poslednji dan. O Bog, ozri se name in me poslušaj. Gospod z vami. Molimo. O Gospod Bog vsemogočni, v tvoji prisotnosti te časti vojska angelov, katerih duhovno moč poznamo. Prosimo te, da se ozreš, blagosloviš in posvetiš to stvaritev olja, ki si ga ti ustvaril, izolil in si zapovedal, naj z njim mazilijo bolnike, da bodo potem, ko se jim povrne zdravje, se ti zahvaljevali, Bogu živemu in resničnemu. Prosimo te, podeli vsem, ki bomo v tvojem imenu blagoslavljali in vsem, ki bodo uporabljali to olje, da bi bili osvobojeni vsake žalosti, vsake bolezni, vseh sovražnikovih pasti in da bodo oddaljena vsa nasprotovanja od stvaritev, biti, ki si jih ti osvobodil s predragoceno krvjo svojega sina, in da ne bodo nikoli več poškodovani od ugriza starodavne kače. Po istem našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj živi in kraljuje v občestvu Svetega Duha, Bog na vse veke vekov. Amen. Prvi del teh molitev je obnova krstnih zaobljub, najprej odrekanje zlu in osvoboditev od zla. 4 dele teh odpovedi bomo imeli, in sicer najprej odpoved vsem grehom oziroma zlim duhovom, ki so za temi grehi, vseh časov, ki so značilni za vsa obdobja človeštva. In vas vprašam,
Dragi bratje, dragi sestre, ali se v imenu Jezusa Kristusa in v moči svojega krsta odpoveste duhu laži? Se odpoveste duhu napuha? Se odpoveste duhu nereda? Se odpoveste duhu lenobe? Se odpoveste duhu nečistosti? Duhu izvanzakonske spolnosti? Duhu prešuštva? Se odpoveste duhu pohote? Duhu pornografije? Se odpoveste duhu istospolnosti? Se odpoveste duhu nasilja v spolnosti? Se odpoveste duhu pedofilije? Duhu biseksualnosti? Se odpoveste vsakemu duhu perverznosti? Se odpoveste vsakemu duhu zanemarjenosti in umazanosti? Duhu kontracepcije? Se odpoveste duhu zakonske ločitve? Duhu prostitucije? Se odpoveste duhu strahu? Duhu travme? Se odpoveste duhu prepirljivosti in sprtosti? Se odpoveste duhu ljubosumja? Duhu zavisti? Duhu malodušja in črnogledosti? Duhu opravljanja, obrekovanja in klevetanja? Se odpoveste vsakemu duhu zle privoščljivosti? Se odpoveste vsakemu duhu zamere in neodpuščanja? Se odpoveste vsakemu duhu obupa in brezupa? Se odpoveste vsakemu duhu sebičnosti? Duhu lakomnosti in grabežljivosti? Se odpoveste vsakemu duhu odvisnosti? Se odpoveste še posebej duhu odvisnosti od denarja in materialnih dobrin? Se odpoveste vsakemu duhu hudobije in zlobe? Se odpoveste vsakemu duhu bolestnega, nenehnega nezadovoljstva? Se odpoveste vsakemu duhu žalosti? Se odpoveste vsakemu duhu neodgovornega besedičenja? Duhu kraje in podkupovanja? Se odpoveste duhu roganja, posmehovanja drugim? Se odpoveste duhu bolestne preobčutljivosti? Vsakemu duhu bolestne, nenehne zaskrbljenosti? Se odpoveste duhu manipulacije z drugimi? Se odpoveste vsemu temu tudi v imenu članov vaših družin? V imenu vseh prednikov? Se odpoveste vsemu temu tudi v imenu vseh prebivalcev vaše župnije? V imenu vseh prebivalcev te škofije in, če ste iz drugih škofij, vaše škofije? Se odpoveste v imenu vseh prebivalcev Slovenije, Hrvaške, Evrope in vsega sveta? Zatorej vam v imenu Jezusa Kristusa vsi zli duhovi, ki so se vam tu prisotni ravno kar odpovedali, v imenu Jezusa Kristusa, njegove na križu prelite krvi v moči Jezusovega vstajenja od mrtvih
in v moči krsta tu navzočih zapovedujem, da odstopite od vseh teh ljudi z vsemi posledicami vred in se nikdar več ne vrnete. V imenu Jezusa Kristusa vežem vaše podle moči in jih lomim in vam ukazujem, podite pred križ Jezusa Kristusa, da napravi z vami po svoji uvidevnosti v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Druga skupina grehov oziroma zlih duhov, ki so za njimi, so tisti, ki delujejo proti 5. Božji zapovedi. Ne ubijaj, kar je tudi zelo karakteristično za sedanji čas. In vas zato vprašam, drage sestre, dragi bratje, ali se v imenu Jezusa Kristusa in v moči svojega krsta odpoveste vsakemu duhu smrti, duhu ubijanja, se odpoveste duhu samomorilnosti, se odpoveste vsakemu zlemu duhu, ki preži na vas zaradi grehov vaših prednikov. Se odpoveste vsakemu duhu zavrženosti, vsakemu duhu sadizma in mazohizma. Se odpoveste vsakemu duhu alkoholizma, vsakemu duhu druge droge. Se odpoveste vsakemu duhu sovraštva, vsakemu duhu teroriziranja, strašenja drugih. Se odpoveste vsakemu duhu bolezni, še posebej vsakemu duhu bolezni raka. Se odpoveste vsakemu duhu depresivnosti. Se odpoveste duhu splava in drugih oblik boja nerojenih. Se odpoveste vsakemu duhu maščevanja, vsakemu duhu grobosti in surovosti. Se odpoveste vsakemu duhu poniževanja sebe in drugih. Se odpoveste vsakemu duhu fizične, psihične in duhovne zlorabe. Se odpoveste duhu pretepanja, mučenja drugih. Se odpoveste vsakemu duhu nenadzorovanih izbruhov besa, jeze. Se odpoveste vsakemu duhu zaničevanja sebe in drugih. Se odpoveste vsakemu duhu nasilnih igric. Se odpoveste tudi vsakemu duhu nasilnih borilnih športov. Se odpoveste vsemu temu tudi v imenu članov vaših družin, v imenu prebivalcev vaše župnije, v imenu vaših prednikov. Se odpoveste tudi v imenu vseh članov vaše škofije. Se odpoveste tudi v imenu vseh prebivalcev Evrope in vsega sveta. Zatorej vam v imenu Jezusa Kristusa vsi zli duhovi, ki so se vam tu prisotni, ravno kar odpovedali, ukazujem v imenu Jezusa Kristusa, v moči njegove na križu prelite krvi, v moči Jezusovega vstajenja od mrtvih in v moči krsta, tu navzočih pa tudi tistih pred ekrani, odstopite od njih z vsemi posledicami vred. In glejte, da se nikdar več ne vrnete. V imenu Jezusa Kristusa vežem vaše podle moči in jih lomim
in vam ukazujem marš pred križ Jezusa Kristusa, da napravi z vami po svoji uvedevnosti. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Tretja skupina so grehi in zli duhovi za njimi. Proti prvi Božji zapovedi, spet zelo značilno za današnji čas. Zatorej vas v imenu Jezusa Kristusa v moči vašega krsta vprašam, drage sestre, dragi bratje, ali se v imenu Jezusa Kristusa in v moči svojega krsta odpoveste vsakemu duhu okultizma. Se odpoveste vsakemu duhu čaranja, magije. Se odpoveste vsakemu duhu spiritizma, klicanja duhov. Se odpoveste vsakemu duhu vedeževanja, jasnovidnosti. Vsakemu duhu astrologije, horoskopa. Se odpoveste duhu tarot kart. Duhu transcendentalne meditacije. Se odpoveste duhu transmedijacije. Se odpoveste duhu rekonekcije. Se odpoveste duhu reikija. Se odpoveste vsakemu duhu bioenergije, ki se obrača k temnim silam. Se odpoveste duhu qigonga, duhu akupunkture, duhu homeopatije. Se odpoveste vsakemu duhu ezoterike. Se odpoveste duhu satanizma. Se odpoveste vsakemu duhu okultnega hoče. Se odpoveste duhu izrekanja urokov in prekletstev nad drugimi. Duhu izrekanja prekletstva nad sabo. Se odpoveste vsakemu duhu numerologije. Se odpoveste vsakemu duhu prostozidarstva. Duhu vraževerja in praznoverja. Duhu atlantitskega prstana. Duhu šenčija. Se odpoveste duhu nihala. Se odpoveste vsakemu duhu satanistične glasbe. Se odpoveste vsakemu zlemu duhu borilnih športov, ki se povezujejo z religijo, to so predvsem azijski borilni športi. Se odpoveste vsakemu duhu teorije spola, vsakemu duhu multikulturnosti, ki se obrača seveda proti krščanstvu. Se odpoveste vsakemu duhu upora proti Božji ustvarjenosti. Duhu upora proti Božji volji. Se odpoveste vsakemu duhu, ki je v zvezi s praznoverjem oziroma vraževerjem v zvezi z božanstvi, kot so Gaja, Pačamama. Se odpoveste duhu Urielu, duhu Azazelu, duhu Amonu. To so duhovi, ki so nekako patroni delanja urokov. Se odpoveste duhu Molohu, duhu Dagonu, duhu Iblisu. To so duhovi patroni nad prekletstvom, ki prihaja od hoč oziroma
muslimanske magije oziroma ki delujejo vse od časa boja Izraelcev proti Filistejcem in drugim, ki so se bojevali proti enemu Bogu. Se torej odpoveste Dagonu, Molohu in Iblisu. In zdaj še duhovi danes zelo popularne magije, vudu magije. Vas vprašam, se odpoveste duhu Danbalu, duhu Loalegbaju, duhu Baron Samadiju. Se odpoveste duhu Belzebulu, duhu Izabele. Se odpoveste duhu Asmodeju, ki ruši zakonske zveze. Se odpoveste duhu Luciferu. Se odpoveste vsemu temu tudi v imenu drugih članov vaših družin. V imenu vaših prednikov. Se odpoveste tudi v imenu prebivalcev vaše župnije, vaše škofije. V imenu prebivalcev vse Slovenije, Hrvaške, Evrope in vsega sveta. Zatorej vam v imenu Jezusa Kristusa vsi zli duhovi, ki so se vam tu prisotni ravnokar odpovedali, ukazujem v imenu Jezusa Kristusa, njegove na križu zmagovito prelite krvi v moči Jezusovega vstajenja od mrtvih in v moči krsta tu prisotnih in tistih pred televizijskimi ekrani, ukazujem, odstopite od vseh teh ljudi z vsemi posledicami vred in se nikdar več ne vrnite. V imenu Jezusa Kristusa vežem vaše moči in jih lomim in vam ukazujem, pojdite pred križ Jezusa Kristusa, da stori z vami po svoji uvidevnosti v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. In zdaj še četrti primer, skupina vseh tistih zlih duhov, ki so za to epidemijo, za to koronavirusom. In vas torej vprašam, dragi verniki, ali se v imenu Jezusa Kristusa in v moči svojega krsta odpoveste vsakemu zlemu duhu, ki deluje po namenu tistih, ki so ustvarili ta virus, in ki hočejo uničiti, zmanjšati število prebivalstva sveta. Ali se tem duhovom koronavirusa odpoveste? Zatorej vam v imenu Jezusa Kristusa vsi ti zli duhovi koronavirusa, ki so se vam tu prisotni in vsi pred televizijskimi ekrani odpovedali, ukazujem, odstopite od njih, odstopite od vse te župnije, od te škofije, od Slovenije, Evrope in vsega sveta in se nikdar več ne vrnite. V imenu Jezusa Kristusa lomim, razveljavljam in izničujem vsako moč kakršnega koli obreda, magijskega obreda, ki je bil napravljen v tej zvezi. Prav tako lomim, razveljavljam, izničujem vsako moč besed, ki so bile pri tem izgovorjene, in zlomim,
razveljavam, zničujem vsako moč namenov, s katerimi je bila vsa stvar napravljena. In proglašam vse te naštete stvari za zlomljene, razveljavljene, izničene in brez moči za nas. In vam zato zapovedujem, vsi ti zli duhovi, v tej zvezi, odstopite od tu prisotnih in od vseh z vsemi posledicami vred in se nikdar več ne vrnite v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. In zdaj izpoved vere in vas vprašam. Ali veruješ, da te je Bog ustvaril iz ljubezni, da te ljubi kot najboljši oče in mati? Veruješ, da Bog ljubi vse ljudi, še posebej uboge, revne, bolne in grešnike? Ali veruješ, da bo dobro premagalo zlo? Ali veruješ, da je Bog tako ljubil svet, da je poslal svojega edinorojenega Sina, pa ne da bi svet obsodil, ampak da bi se svet po njem rešil? Ali veruješ, da je Jezus edini Božji Sin in edini srednik med Bogom in ljudmi, da lahko odreši in da je odrešil svet? Ali veruješ, da sta z njegovo smrtjo na križu uničena smrt in Satanova oblast? Ali veruješ, da je Jezus vstal od mrtvih in da večno živi? Ali veruješ, da je Jezus edini odgovor in da ima edini resnično rešitev za vse težave sveta? Ali veruješ, da lahko Jezus da smisel tudi tvojemu življenju? Ali veruješ v Svetega Duha, ki izhaja iz Očeta in Sina? Ali veruješ, da je Sveti Duh vir novega življenja? Ali veruješ, da boš nekoč deležen Jezusovega vstajenja in njegovega večnega življenja in slave? Ali veruješ, da se bo Jezus zmagovito vrnil na zemljo? Ali veruješ, da bo Jezus sodil žive in mrtve? Ali veruješ, da bo ustvaril novo nebo in novo zemljo? Ali veruješ, da bomo vsi, ki smo ga ljubili in vam verovali, živeli v nebesih vso večnost? To, drage sestre, dragi bratje, je naša vera. To je vera, na katero smo ponosni. To je vera, ki vodi v nebesa. To je vera, ki vodi v življenje, v večno življenje, v Bogu. Amen.
Jezus, slavim te. Jezus, hvala ti. Hvala ti za vse, kar delaš v mojem življenju in v življenju vseh nas. Hvala ti, ker te smemo gledati, čeprav zakritega v hostiji. Ne moremo te gledati v tvojem resničnem veličastvu, ampak smo srečni, da te lahko tudi tako gledamo, ti zaupamo in srečni smo predvsem, ker nas ti gledaš z ljubeznijo, ker si vedno vzameš čas zame. Hvala ti, hvala ti, hvala ti, Gospod. Pridite, polagam sebe, mojo družino, svoje prednike. Pridite na ta tvoj oltar, polagam tudi svoje prijatelje, vse tiste, ki jim želim dobro, pa tudi vse tiste, s katerimi sem v kakršnem koli nesoglasju, sporu. In če imam težave v njihovem odnosu, te prosim, da mi pomagaš, da popolnoma in do konca odpustim, ker jim želim dobro, ne želim jim zla in jih tudi njih prepolagam pred te. Pridite torej, Jezus, polagam tudi svojo družino, prednike, vse človeštvo in te prosim za vse, ki so opisani v knjigi življenja. Sprejmi jih, spremeni jih, kakor si spremenil. Kruh in vino, da sta postala tvoje telo in kri. Slabotni smo, Gospod, okrepi nas. Bolni smo, Gospod, ozdravi nas. Naše življenje je revno. Daj nam, prosimo, polnost življenja. Srečni smo, Gospod, da smo Božji otroci. Srečni smo, Gospod Jezus, ker ti posreduješ za nas pri nebeškem Očetu. In zdaj ti izročamo, Gospod, vse rane, ki smo jih podedovali od svojih prednikov. Izročam ti vse družinske travme, ki sem jih podedoval, morda zaradi umorov med predniki, zaradi samomorov. Še posebej se ti izročam, če sem sam našel samomorjenega. Izročam ti vse rane zaradi hudega nasilja in zlorab med predniki, zaradi ukvarjanja z okultizmom, češčenjem Satana, klicanjem duhov, klicanjem prekletstva in urokov nad druge ali nad našo rodbino. In si nas temne sile za to lastijo. Izročam ti vse rodbinske rane zaradi prešuštva in perverznosti in drugih hudih oblik nečistosti, zaradi travmatičnih ločitev, še posebej, če so bili to moji starši. Pa tudi ti izročam vse rane zaradi duševnih bolezni med predniki. Izročam ti, Gospod, vse rane, ki smo jih prejeli v življenju zaradi pomanjkanja ljubezni staršev, sorodnikov in drugega okolja. Izročam ti tudi vse rane zaradi negiranja krščanske morale,
ali sploh Boga med predniki, zaradi članstva v komunistični partiji ali kakšni drugi brezbožni politični organizaciji in vsaki drugi združbi organizacij, ki se je ukvarjala z mučenjem in ubijanjem po naročilu, če so bili to vmes naši predniki, te prosimo, Gospod, ozdravi nas zaradi prekletstev, osvobodi nas. Izročamo ti tudi vse rane, ki so posledica naših grehov. Eno je namreč oproščen greh, drugo pa rana, ki je ostala in povzroča, da človek spet prej pade v isti greh ali v žalost. Izročamo ti rane v svojem srcu, pa tudi rane tistih, ki smo jih mi povzročili s svojim grehom ali pomanjkanjem ljubezni. Izročamo ti tudi rane tistih, ki so grešili skupaj z nami. Po tvoji milosti lahko le tako pride do pomiritve med živimi. In zdaj, Gospod, ti izroča svojo osebo v celoti, vsej njeni zgodovini od spočetja dalje. In vas prosim, da mogoče dobro, da zaprete oči, da se boste bolje osredotočili in tisto, kar vas nagovori oziroma mislite, da velja za vas, da tisto položite na ta oltar pred Jezusa. Spočetje. Jezus, da sem bil spočeti z ljubezni, če ne se me usmili in mi ozdravi rano, ki sem jo morda dobil pri spočetju kot nezaželen. Ali pa, če je prišlo do spočetja v hudem grehu, te prosim, osvobodi me od te obremenjenosti. Nosečnost. Jezus, prosim te, dotakni se obdobja nosečnosti moje mame z menoj. Morda so od moje mame hoteli, da napravi splav in morda je bil to moj biološki oče ali pa materini starši. Morda sem bil nezaželen ali pa se mi samo zdi, da sem bil nezaželen. Morda je v času nosečnosti moja mama doživljala strah, ki sem ga čutil tudi jaz. Grobost očeta ali koga drugega. Bolečino kakšnega sramotenja, še posebej, če je bilo to zaradi mene. Ozdravi me, Gospod, vseh ran, zaradi vseh travm, ki jih je doživela moja mama v tem času in z njo jaz. Ozdravi tudi moje bitje posledic kakšne bolezni v času nosečnosti, ali če je mati pila ali kadila, kar je vse slabo vplivalo na moje zdravje in počutje in od česar ima morda še sedaj posledice. Rojstvo, porod. Jezus, dotakni se svojo zdravilno roko in svojo ljubeznijo trenutkov, ko sem moral zapustiti varno zavetje telesa moje matere in priti na ta svet. Morda sem takrat doživel kakšno travmo zaradi bomb, če je bilo to med vojno,
ali česa drugega. Morda je bil porod težak in je bil tako moj prvi stik s svetom boleč. Hvala ti, ker me ozdravljaš teh ran. Obdobje dojenja in zgodnjega otroštva. Morda sem tedaj doživljal pomanjkanje ljubezni strani matere ali očeta. Zapolni ta manjko, Gospod, v moji duši s svojo ljubeznijo. Morda sem doživel prve negativne izkušnje s svetom, morda sem večkrat doživel zavračanje svoje male osebe. Izročam ti to, ti pa me sprejmi svojo ljubeznijo. Morda sem doživljal bolj ali manj močan strah, zapuščenost ali negotovost. Morda sem mislil, da izgubljam mater ali očeta in tako doživljal stresne situacije. Morda nas je res zapustil oče ali pa morda mati. Morda je oče umrl takrat v mojem zgodnjem otroštvu ali pa moja mati. In sem doživljal bolečino tudi v odnosu do Boga. Morda me je bilo strah v mojem zgodnjem otroštvu kakšnih hudih prepirov in pretepov v družini, ki jih nisem razumel. Morda sem doživljal nasilje strani bratov ali sester, morda njihovo ljubosumje, ko so bili še sami mali in so me sovražili na svoj način. In me je to navdajalo s hudim strahom pred smrtjo. Izročam ti vsako bolestno navezanost na mater ali očeta. In vse to izročam tvoji nežni očetovski in materinski hkrati zdravilni ljubezni in ljubkovanju. Vstop v šolo. Morda prva moja velika sprememba v življenju. Morda sem takrat doživel občutek izgubljenosti, strahu, brezimnosti, občutek izgube osebne svobode. Morda sem doživljal nasilje strani sošolcev ali učiteljev. Morda je bilo to zaradi moje družine ali pa zaradi vere. Morda so mi govorili, da nisem nič vreden in da bi bilo bolje, da me ne bi bilo. Izročam ti vse to. Ti pa me ozdravi v svoji brezmejni ljubezni. Puberteta. Morda sem v tem času, v tem obdobju mojega življenja izkusil prve negativnosti v zvezi s spolnostjo. Morda izkrivljene podobe o nasprotnem spolu, kar sem prejel od ljudi ali medijev. Izročam ti vse, kar je bolestno v moji spolnosti, zaradi napak iz pubertete, zaradi slabih izkušenj, zaradi medijev zgrešenih stikov ali pa lastne domišljije. Izročam ti tudi rane, ki sem jih prejel zaradi svoje prevelike pubertetne občutljivosti, zaradi svoje prepotentnosti, ker so me morda ponižali v mojem dostojanstvu. Izročam ti tudi vsako odsotnost očeta ali njegove očetovske moške vloge v mojem odraščanju. Če čutim zamero, da oče ni napravil pravega moškega ali osebe iz mene, mu to zdaj odpuščam in te prosim, o Bog, pa me ti napravi kot zrelo osebnost. Izročam ti tudi rane,
zaradi odsotnosti materine vloge, njene vloge nežnosti, ženskosti v mojem odraščanju. Izročam ti tudi vse prehranske motnje, ki sem jih imela v tem obdobju, pubertetnem ali postpubertetnem obdobju, in te prosim, ozdravi me, še posebej, če imam še vedno posledice. Srednja šola, poklicna šola, prehajanje v odraslost, izročam ti rane zaradi lastnih prvih odločitev, napačnih ali preveč naivno iskrenih, zaradi česar sem žel posmeh. Sledili so morda konflikti z bližnjimi, zlasti starši, ki me niso razumeli, in sem se zato izogibal iskrenemu pogovoru z njimi. Izročam ti tudi vsako preveliko navezanost staršev name in njihovo željo, da bi na meni kompenzirali vse svoje neuresničene ambicije. Izročam ti tudi bolečino šolskih neuspehov, morda ravno zaradi neuresničenih ambicij staršev, ko so od mene pričakovali preveč. Izročam ti tudi vse rane in travme, ki so bile posledica moje nezmožnosti sprejeti realnost življenja, in sem bežal v sanjski svet, droge, alkohola ali kakšne sekte, kar je vse vodilo v odvisnost. Študentska leta, službena leta, poročenost. Izročam ti svojo prvo odraslo, nesrečno zaljubljenost, razočaranje ali grešno zvezo v mislih ali dejanju. Izročam ti vse rane od konfliktov in ponižanj, strahov v službi, ker je bilo drugače, kot sem si predstavljal in zato dramatiziral. Izročam ti rane ob medčloveških odnosih, ob napačnih odločitvah v samostojnosti, še posebej v zvezi z otroki. Izročam ti vse konflikte, ki sem jih imel s svojim življenjskim sopotnikom ali sopotnico in ki so me globoko prizadeli, mene in najine otroke. Izročam ti rane zapuščenosti ali prekinitve odnosa z ljubljeno osebo, še posebej, če sem bil že poročen. Izročam ti tudi vse rane in posledice alkoholizma, drogiranosti soproga ali soproge ter njegovo ali njeno pretepanje. Izročam ti, Gospod, tudi vse rane zaradi nesprejetosti strani njegovih ali njenih staršev, vse zaradi spletkarjanja proti meni. Morda so gojili sovraštvo proti meni, razširjali grde laži. Morda sem doživel celo fizične napade nase. Tudi pred otroki. Morda se je nasilje in sramotenje dogajalo tudi med dojenjem. Morda sem doživljal poniževanje, pljuvanje, zahteve po perverznosti, poniževanje, zaničevanje mojih telesnih značilnosti, moje spolnosti. Ozdravi me, Gospod, ti to moraš, samo ti me lahko ozdraviš od teh ran in posledic. Izročam ti tudi vse rane zaradi samomora moža ali žene. Izročam ti, Gospod, na koncu še rane, ki sem jih prejel od ljudi,
ko so mi nasprotovali, ko sem želel najboljše, ko sem zagovarjal tisto, kar se je meni zdelo najboljše, ko sem priporočal tisto, v kar sem sam najbolj verjel in imel za najbolj sveto, pa so me ravno tedaj napadli, neusmiljeno, morda ravno tisti, od katerih bi to najmanj pričakoval. Gospod, pomagaj mi, da jim odpustim in da hkrati ne izgubim tistih idealov. Vse to, nebeški Oče, torej polagam pred te na ta oltar, ki je posvečen tebi, da bi me ozdravil z odrešensko daritvijo, z odrešensko odrešitvijo. Ti to moraš, obenem ti zagotavljam, da se odpovedujem vsakemu maščevanju, zameri, sovraštvu do vseh, ki so me kakorkoli prizadeli. Nihče ni popoln, zato jim odpuščam in izročam tvojemu usmiljenju. Želim biti in živeti v svobodi Božjega otroka, ki mu je odpuščeno in tudi sam velikodušno odpušča. Dragi bratje, drage sestre, šel bom po cerkvi do vsake vrste. Pripravite se na to bližnje srečanje, tako da svetemu troedinemu Bogu, ki ga predstavlja Jezus Kristus v svetem evharističnem zakramentu, torej izročite vse svoje prošnje, vse svoje težave, prošnje svojih bližnjih, ki niso mogli priti ali nočejo priti, vse svoje prošnje v zvezi s tistimi, ki jih ljubite, pa izročite svetemu trojedinemu Bogu tudi vse tiste, s katerimi ste v težavah, v težavnostnih odnosih. Zaupajte, verujte, ljubite. Dvignimo Jezusu pogled, obrastaj nam zažari. Slavimo Njegovo ime od srca, On je naš rešitelj. Za naš Gospod je On. Dvignimo Jezusu pogled, obrastaj nam zažari. Slavimo Njegovo ime od srca, On je naš rešitelj. Saj naš Gospod je On. Iskal sem svojega Boga, Sinon slišal me je. Ozdravil me je vseh strahov, slavim ga Bog vsega. Dvignimo Jezusu pogled, obrastaj nam zažari. Slavimo Njegovo ime od srca, On je naš rešitelj. Saj naš Gospod je On. Dvignimo Jezusu pogled, obrastaj nam zažari.
Vem, da je naš Jezus storil velike reči že v vašem življenju, ampak zdaj se mu še posebej zahvalimo za vse tisto, kar je naredil vam danes, ta večer. In dajmo to izrazimo tako, da Jezusu izpovemo, da je On naš edini Gospod. In kdor želi to napraviti, naj pri vsakem vzkliku, ki ga bom izrekel, reče: Jezus je Gospod. Jezus je Gospod. Moje družine in prijateljev. Jezus je Gospod. Moje preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Jezus je Gospod. Mojega študija in mojega dela. Jezus je Gospod. Mojega zdravja in mojih bolezni. Jezus je Gospod. Moje revščine in bogatstva. Jezus je Gospod. Mojih prijateljev in znancev. Jezus je Gospod.
mojega telesa in moje duše, vseh mojih osebnih odnosov, mojih čustev in moje spolnosti, moje domovine, doma in tvarnih dobrin, mojega upanja in mojih strahov, mojega političnega in družbenega življenja, moje domišljije in mojega spomina, mojega razuma in moje volje, mojih oči, ušes, nog in rok, mojega razvedrila, mojega načina prehrane, oblačenja, mišljenja in govorjenja. In zdaj želim podeliti blagoslov otrok v maternici, če je katera tudi prisotnih noseča, oziroma če poznate koga v svoji družini ali kje med prijatelji, sorodniki, pa prinesite ta blagoslov njej in njenemu otroku. O Bog, izvor vsega življenja, blagoslovi, prosimo te, vse te nerojene otroke, podeli jim stalno zaščito in jim nakloni zdravo rojstvo, ki je znamenje našega ponovnega rojstva za večno veselje nekega dne v nebesih. Gospod, ki si prinesel tem ženam čudovito veselje materinstva, nakloni jim tolažbo v vsaki zaskrbljenosti in odločenost, da bodo svojega otroka vodile po poteh odrešenja. Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod veko, ki si izbral te može, da bi spoznali milost in čast očetovstva, podeli jim pogum v tej novi odgovornosti in jih napravi za vzor pravičnosti in resnice tem otrokom. Amen. Še enkrat naj vas blagoslovi usmiljeni, dobri in vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda. Rindijo polja srce,